Skupaj smo predelali veliko zanimivih tem in se pri tem še zabavali, najbolj takrat, ko nam ni šlo vse tako, kot bi moralo. Celoten posnetek naših umotvorov, ki jih ni malo, si lahko ogledate na spletu. Mi pa se zdaj selimo na kulturni bazar, ki je pravkar zaprl svoja vrata in ker je s to oddajo v našem mini studio pričakal tudi del naše ekipe skupaj s Tino. Zdravo, Tina! Živjo Neža, pozdravljeni gledalci. Tole je bil danes naš mini studio, kjer so se preizkusili novi otroški poročevalci in zagotavljam vam, da boste še vedno lahko vsak petek gledali rubriko Otroški poročevalec, prisluhnili pogovorom, saj so bili res dobri. Sicer pa je današnji kulturni bazar ponuja priložnost za dobro zabavo in brezplačne dogodke številnih kulturnih ustanov. Po Kul poti, ki je vodila med razstavnimi prostori, so se odpravili najbolj radovedni, srečali smo se s številnimi glasbeniki, arhitekturnimi detektivi, izdelovali smo ročne lutke, se učili gledališke improvizacije. Ja, še bi lahko naštevala, a raje poglejmo, kaj je bilo najbolj všeč obiskovalcem. Preizkusila sem se tam pred kamero v oddaji Infodrom. Občutek je bil res fenomenalen. Meni je bilo najbolj všeč narediti strip. Ogledala sem si predstavo o Povodnem možu in je bila ful dobra. Meni je bilo najbolj všeč, ko sem si ogledala razstavo starih oblik. Sem bil na delavnici gledališke predstave in sem bile všeč lutke. Po vseh kotih sem opazila vode in mislim, da je ta bazar posvečen vodi. Tako je imel kulturni bazar tudi rdečo nit, to je bila voda in pa umetnost, ki jo lahko čutimo z različnimi čutili. Če ste kulturni bazar zamudili letos, vam še vedno preostane prihodnje leto. Adijo! Se vidimo, čau!